Vzporednica pa teče tudi z nedavno zaključenim tednom mode v Milanu, kjer je dogajanje za RTV Slovenija spremljala naša kolegica, novinarka in urednica modnih oddaj Lorela Flego. Dobro jutro, Lorela. Dobro jutro tudi tebi in seveda gledalcem. Torej, kje bi začeli pri teh padcih in Oskarjih, ki še kar odmevajo, so bili kakorkoli navdihujoči? Ja, absolutno ja. Jaz mislim, da Oskarji so pač zelo zanimiva platforma za vse zvezdnice, kajti dejansko takrat ugotovimo, da obleka naredi človeka, morda ne ravno v pravem smislu besede, ampak v smislu, da takrat, ko jih zagledamo na rdeči preprogi, takoj opazimo, kakšno obleko nosijo in ali so lepe, urejene, kakšen je nakit in koliko so sijoče. Letos je bilo vse v slogu, bom rekla, pudrastih tonov in veliko je bilo roza barve, mogoče kot leitmotiv Oskarjev. Zvezdnice so se odločile za glamurozne kreacije, ki načeloma prihajajo iz sveta visoke mode, torej ne gre za pret-a-porter modo, gre za modo, ki je dejansko narejena po meri. Te kreacije so unikatne, izredno razkošne in seveda tudi zelo, zelo drage. Predvsej je bilo čipk, videli smo tudi veliko oblek brez naramnic za ta, bom rekla, tako izredno seksi pridih. Moram pa reči, da je vedno težko najti neko rdečo nit zaradi tega, ker vsaka zvezdnica se pač dejansko odloči tako, kot se ji zdi, da je prav in zbira potem tudi izbere oziroma obleko, ki je zanjo najbolj primerna. Tukaj dejansko vidim, da ste zbrali res najlepše kreacije, ki so tudi po mnenju strokovnih revij najbolj izstopale. Vse je zelo, zelo barvito, čeprav smo videli tudi precej temno-modre in črne barve, ampak načeloma so barve, se pravi živahne, intenzivne, tiste, ki so najbolj prišle do izraza in dejansko je to trend, ki se odraža tudi v poletni modi, ki je že skoraj pred vrati. Torej, to si sama povedala, so obleke visoke mode, ki ne pridejo na naše ulice in v naša mesta. Gotovo so pa pomembno ogledalo pomembnih blagovnih znamk, ki se dobro in močno držijo v sedlu in to je odlična reklama. Oglaševanje v času Oskarjev ima vrtoglave cene, zato pojaviti se v taki ali drugačni obleki je gotovo nesporna dobra reklama. Kako pa to prenese v današnje življenje? Kako se te velikani prilagajajo kljub vsemu spremenjenemu času? To je v bistvu odlično vprašanje. Jaz mislim, da so velikani zelo prilagodljivi, kajti so ugotovili, da se je tudi klientela izredno spremenila. Včasih so recimo obleke bodisi iz pret-a-porter ali pa visoke mode kupovale ženske v letih. Danes se je pa tudi ta trend spremenil in dejansko so mlade tiste, ki več kupujejo. Zaradi tega je vsa ta moda postala nekoliko bolj mladostna in hkrati tudi dostopna. Konec koncev ne gre pozabiti, da velikani sodelujo tudi s poceni blagovnimi znamkami. To je fenomen, ki je zelo aktualen povsod po svetu. Se pravi, tudi tisti, za katere bi morda rekli, da pač se ne bi nikoli odločili za to vrstno sodelovanje, na koncu pač gredo v to in dejansko sodelujo tudi s takimi, ko imajo izredno poceni stvari, ravno zato, da postane ta moda nekoliko bolj dosegljiva in hkrati tudi prepoznavna. Tako da ja, jaz mislim, da to nekako obstaja nek paralelni svet z realnim življenjem, obstajajo pa seveda tudi stvari, ki so dejansko namenjene samo Hollywoodu in tem zvezdnicam, ki si jih lahko privoščijo. Čeprav ne gre pozabiti, da jih one dejansko ne plačujejo, to je, tako kot si že rekla, reklama, se pravi to, da Julia Roberts nosi obleko znamke Valentino ali pa karkoli drugega, je pač izredna reklama za tistega modnega oblikovalca. Tako da tudi med njimi tekmujejo seveda, kateri bo oblekel katero zvezdnico. In kateri bo boljše padel. Tako, ja, tudi to, no. Skratka, če se vrnemo sedaj še v Milano, tam ste sanjali modne sanje nove sezone. Kaj bomo danes videli, kaj ponuja? Tako, torej mi smo dejansko zaključili že zimo 2015, ker kot veš je moda vedno izredno naprej, tako da v tem trenutku smo si ogledali kolekcije za zimo 2015, ampak mogoče je poletje tisto, ki je najbolj zanimivo in to so tudi modne revije, ki pripadajo sezoni pomlad-poletje 2014. Torej, kot sem že prej omenila, je veliko teh pudrastih tonov, svetlih barv, veliko pastelnih odtenkov. Všeč mi je to, da so dolžine nekoliko bolj zmirne. Sicer to je kolekcija, ki pripada visoki modi, tako da dejansko te obleke so sanjske in segajo do tal, ampak za realno, za vsakdanje življenje so dolžine bolj zmirne, se pravi do kolen. Veliko je kril z visokim pasom, ta model, kot pravijo Angleži, pencil skirt, se pravi dejansko do kolen in oprijet. Všeč mi je zaradi tega, ker pristaja vsem
predvsem ženskam. To je dobro za ženske, ki pač niso več rosno mlade, pa tudi za tiste, ki so mlade. Kot zanimivost bi povedala to, da so se pete res občutno znižale, kar je tak zanimiv fenomen zaradi tega, ker smo ženske vajene pač visokih, pač hojo, bom rekla takole, hoja v visokih petah ima nedvomno drugačen čar kot pa balerinke ali pa športni copati. Torej ne gre ravno za te čevlje, ki so zelo, zelo nizke, ampak peta je, ne vem, tam nekje 6-7 centimetrov, kar je nižja v primerjavi s tem, kar je bilo, ker vemo, da pač že leta in leta gledamo te vrtoglave podplate in pač čevlji s peto do 14 centimetrov. Nakit odigra še vedno zelo pomembno vlogo, se pravi te statement ogrlice, ki so dejansko zelo velike in opazne in popestrijo tudi čisto navadno ti majico. In kosi nakita so nasplošno zelo veliki, to se pravi veliki uhani, velike zapestnice, prstani. Nakit odigra vedno zelo, zelo pomembno vlogo, kajti tudi takrat, ko je obleka najbolj preprosta, z nakitom jo lahko popolnoma spremeniš. Milano je urbano mesto, znano po modi in oblikovanju. Kako ste ga začutili novinarji tokrat? Ja, jaz mislim, da vsako mesto, vsaka prestolnica mode je zelo fascinantna tudi zaradi tega, ker takrat dejansko živi za modo. In v enem tednu vidiš toliko različnih obrazov in toliko različne estetike dobesedno, kajti vsak po svoje interpretira modo, od blogerjev, ki so popolnoma odštekani in pač pokažejo tisto svojo najbolj posebno plat takrat, do modnih urednic, ki so sredi zime brez nogavic in pač jih pripelje limuzina, pridejo na revijo in potem takoj odidejo, do teh dejansko zvezdnic iz hollywoodskega sveta, ko so prav tako zelo, zelo posebne. In Milano je pač mesto, ki živi za modo, je, tako kot si rekla, urbano, mesto arhitekture, mesto kulture mode in trgovine so bile povsod polne, povsod kolone vrste za blagajno, kar se mi je zdelo tudi zanimivo, glede na to, da živimo v času, ko je kriza močno udarila tudi Italijo, ne samo pač Slovenijo, ampak takrat, ko se moda dogaja, ko se moda odvija, zdi se mi, da imajo vsi željo tudi po nakupovanju. Modo je treba živeti. Ja, absolutno. Kdaj jo bomo oživeli pri nas? Kdaj bomo se vpisali na ta modni svetovni zemljevid? Tudi s temi velikimi imeni, brez katerih bomo zmogli? Midve tega po mojem ne bojo ravno videli, ampak pač jaz tako želim biti zelo pozitivna. Mislim, da že nekaj let se odvija teden mode tudi pri nas, ki absolutno ga ne moremo primerjati s svetovnimi trendi mode, oziroma tedni mode, ampak jaz mislim, da je to zelo pomemben korak, ki smo ga naredili in dejansko tudi obisk tedna mode pač dokazuje, da je to prireditev, ki je zelo odmevna, da obstaja en interes za modo, ampak smo zelo majhni. Mi nimamo tukaj pravega trga, da bi lahko zadeve razvili tako, kot želimo, ali pa da bi lahko bili mogoče zanimivi na nekem svetovnem nivoju. Seveda lahko bi obstajale izjeme, ampak pri modi je tako, da se vse vedno vrti okrog denarja in če denarja ni, se potem stvari tudi ustavijo. In na tej točki se ustaviva tudi midve. Prav. Hvala za tole jutro, Hvala tebi, druženje hvala. In čim več lepih trenutkov. Hvala.